Pozdrav! Danes bom govoril o tem, kako opažam v bistvu, da se najde zelo veliko ljudi, predvsem na socialnih omrežjih, kjer delim recimo neka spoznanja ali pa neke predloge o tem, kako bi lahko izboljšali sistem na način, da bi bil bolj pravičen za vse, da bi vsem omogočal dostojno življenje, da bi vse enakovredno obravnaval in kako bi se mogli mi ljudje spremeniti in živeti praktično na način, da bi dejansko živeli vsi tako, kot bi si sami želeli, da bi sami živeli. In se pravi opažam, da ko delim takšne predloge in rešitve, se najde zelo veliko ljudi, ki na to reagira zelo zaničevalno in potem v svojih komentarjih pač te predloge zaničujejo in jih poskušajo predstaviti kot nemogoče, kot nekaj slabega, kot nekaj neumnega in potem skušajo avtorja tega predloga recimo označiti kot pač neumnega. In skratka, to samo kaže na to, kako zelo smo ljudje egoistični in kako imamo oprane možgane na ta način, da delujemo vedno samo egoistično, da mislimo samo na sebe. Zato, ker v bistvu kaj se zgodi, ko nekdo tako iz reakcije spljuva recimo nek predlog, katerega temelj je dejansko to, kar je najboljše za vse. Zgodi se nekaj v tem stilu, da nekdo ta predlog vidi in pač sploh ne zna objektivno pogledati tega predloga, ampak samo reagira čustveno, recimo reagira s strahom, z jezo, s katerimkoli čustvom in potem dobi neke misli v glavo in enostavno to vrže nazaj kot pač nek svoj prispevek. Se pravi, neko svoje zaničevanje ali pa nestrinjanje in spljuvanje nekega predloga recimo. In tako kot sem že rekel, to samo kaže na to, kako smo ljudje dejansko egocentrični. In ravno zato je zelo pomembno, da začnemo uporabljati oziroma da postanemo najprej samoiskreni in da začnemo uporabljati samo odpuščanje, da si stvari izpišemo, da vidimo, na kak način razmišljamo, kdaj reagiramo in zakaj reagiramo z emocijami na neke stvari in da potem prevzamemo direkcijo nad samim sabo in se dejansko usmerimo po principu, kar je najboljše za vse. Tako da res je fascinantno in hkrati žalostno, koliko ljudi se najde, ki zna neke te predloge in rešitve za sistem, ki bi bil boljši za vse, ki ga znajo potem samo spljuvati in samo zaničevati in povedati, kako to ni možno, kako je to glupo v bistvu, kako to ne more biti in potem zaničujejo ljudi, ki te predloge dajejo in predlagajo. Namesto, da bi recimo objektivno pogledali nek predlog, ga preučili in potem videli, ali dejansko je najboljši za vse, ali mogoče kje ni, in če bi ugotovili, da nekje ni, bi dodali svoj prispevek na tak način, da bi povedali, kje oni vidijo problem, oziroma ne samo, kje vidijo problem, ampak kako bi oni to izboljšali. Se pravi, tako že vsi vemo, najlažje je nekaj spljuvati, nihče pa ne da boljšega predloga. In pač dejstvo je, da je ta trenutni naš sistem, v katerem živimo, temelji samo na egoizmu in na izkoriščanju. In skoraj da kakršenkoli predlog, ki vsaj malo upošteva to, kar je najboljše za vse, je boljši kot pa to, kar imamo zdaj. Ampak hkrati se najde ogromno ljudi, ki kakršenkoli takšen predlog zaničuje že iz prve žoge. In moramo se začeti zavedati tega, da smo vsi odgovorni za to, da najdemo boljše rešitve, ki so konkretne in najboljše za vse.
In zato vas vabim, da začnete uporabljati samo odpuščanje, da ste samo iskreni in da vsi začnemo skupaj sodelovati in ustvarjati rešitve, ki so dejansko najboljše za vse in jih potem tudi praktično udejanjati na ta način, da jih sami z zgledom uveljavljamo vsak dan v življenju. Torej, spodaj pod videom bom dodal še par linkov in vas vabim, da si jih ogledate in da sodelujete z nami pri zagotavljanju vsem dostojnega življenja. Torej, sem prav sklenil, da vsem zagotovimo dostojno življenje. Hvala.